Dobro jutro s Pokluke, z gobami letos nimam sreče, pa bom raje iskal razglede in zvesce. Po Triglavski magistrali grem do Velega polja, vmes pa še na kakšen vrh. Glejte do konca, pa boste videli na katerega. Kaj ni lepo? Pogled proti Bohinju, proti spodnjim bohinjskim goram. Tole danes je pa čista poezija, izjemna vidljivost. Triglav, Planika, Krederica so tako blizu, kot da bi bili oddaljeni samo 5 metrov. Tole je Tosc, 2273 metrov. Prav nenavadno, da ta vrh ni tako zelo obiskan. Dobrih 900 višincev, dobre 3 ure hoje z Rudnega polja, najprej proti smučišču, nato pa pod Viševnikom in nad planino Konjščico do Jezerc. Tam pa na Studorski preval, kjer pa se začne najlepši del poti, prečno pod pobočji Velikega Draškega vrha in pa Tosca, nato pa po travnikih cikcak proti samemu vrhu. Kakšna vidljivost, kakšen razgled, več kot 1 uro sem se zadržal na vrhu, zdaj pa res še do Velega polja. Tosca sem se spustil še do vodnikovega doma na Velem polju, tule pod Mišel vrhom in pod Planiko,
kjer lahko slišimo ali pa morda tudi vidimo svizce. V drugi polovici oktobra pa je tudi tu zelo lepo zaradi zlatih macesnov. Zdaj je še prezgodaj, sploh glede na trenutne temperature, ki so bolj poletne kot pa jesenske. Kam še na zlate macesne? Denimo v spodnjo dolino Triglavskih jezer med Dvojnim jezerom in Ledvico. Tam sem bil lani, priporočam, še posebej, če se nočete drenjati na Slemenovi špici. V Kamniško-Savinjskih Alpah je baje zelo lepo nad Leskoškovi planoti, torej nad planino Ravne in pa planino Podvežak, v Karavankah pa Zelenica in Trupejevo poldne. Kam pa greste vi najraje na zlate macesne, napišite v komentar. Če vam je ta informacija koristila, stisnite like in se naročite na moj kanal. Ledena, ampak paše, ker je vroče danes za znort.